Živijo, dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni na naši zadnji virtualni kavi Coffee to Connect v mesecu maju in v bistvu tudi pred poletjem. Zdaj vas za nekaj časa zapuščamo in danes bomo v bistvu končali v velikem slogu. Zelo sem vesela, da bom danes tole našo virtualno kavo pila v odlični družbi, v družbi članov Snežne kepe. To je think tank mladih v okviru platforme Young in mi mu rečemo kar središče optimizma, boste videli potem zakaj. Snežna kepa se je zadnji 2 leti ukvarjala z oblikovanjem predlogov, kako narediti Slovenijo za talente privlačno državo. Preden bomo začeli in preden vam predstavim moje današnje sogovornike, pa se zahvaljujem našemu partnerju meseca maja, Zavarovalnici Triglav, za odlično sodelovanje in da nas podpirate že vsa ta leta. Jaz sem prvi vdih in prvi dotik. Sem pot, solze in zmaga. Jaz sem preteklost, prihodnost ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Sem glasba in popolna tišina. Obstajam v nešteto oblikah, barvah in zvokih. Jaz sem konec in začetek vsega. Jaz sem življenje, zavarujte me. Življenjska zavarovanja Zavarovalnice Triglav. Več na triglav.si. Zdaj pa res lahko začnemo. Danes so z mano Nina Langerholz-Čebokli, samostojna svetovalka za organizacijski dizajn in vodja Snežne kepe, Živa Praprotnik, vodja kadrovske službe v prvi osebni zavarovalnici, Aljoša Kržič, odvetnik v odvetniški družbi Rojs, Pelhan, Prelesnik in partnerji in tudi predsednik MČM Young Leaders kluba in pa Rok Jerovšek, odvetnik v odvetniški pisarni Jerovšek Malis. Lepo pozdravljeni vsi, kako ste danes? Super. Odlično. Vsi, ki spremljate naš današnji pogovor, nam lahko zastavite tudi kakšno vprašanje v klepetalnik tukaj zraven ali v komentarje na Facebooku in bomo z veseljem odgovorili. Nina, pa začnimo kar s tabo kot našo šefico. Povej mi, kaj je Snežna kepa delala zadnji 2 leti, zakaj ste se tega lotili in kaj je nastalo iz vsega tega dela? Ja, hvala, Brina. Najprej lep pozdrav, še z moje strani. Brina, ti si v bistvu že lepo povedala na začetku, da je Snežna kepa bila zasnovana kot središče optimizma in že od svojega samega začetka, zdaj bo že več kot 2 leti, bo že kar tam 4, 5, 6, je v bistvu valila zelo različne iniciative. Pri mnogih je bila uspešna, vedno je puščala svoj pečat v okolju. No, v zadnjih 2 letih smo se pa vsebinsko osredotočali na oblikovanje ukrepov in razmišljali, kako bi Slovenija res lahko postala prototip države za talente. In znotraj te misije smo na zelo različne načine, prek delavnic, prek raziskav, predpisov, iskanja dobrih praks, pri nas in v tujini, tudi hackathonov intervjujev, skratka na zelo različne načine smo oblikovali nek nabor ukrepov, predlogov, ki se pa nanašajo tako na zakonodajno okolje kot na prakse podjetij. In pa tudi na čisto praktično vedenje, naprimer, kako okrepiti sodelovanje. Te predloge smo potem nekako zapakirali v en dokument, oblikovali smo torej vsebinski izdelek, ki v bistvu kaže, kaj vse lahko naredimo v Sloveniji, da bomo še bolj prijazni do talentov. In vprašala si me še zakaj. Odgovor bi bil pa, da mi v Snežni kepi pravimo, da so talenti
ključno gonilo napredka in resnično niso stvar izbire. Super, Nina. In v bistvu na tem dokumentu so tudi delali sami talenti, tako da je sigurno zelo koristen in dobrodošel. Povej mi pa, katera so bila tista področja, na katerih ste delali in zakaj ste si izbrali ravno ta področja? Delali smo na zelo, zelo različnih področjih, od izobraževanja, recimo, kot eno od ključnih področij. V dokumentu smo potem naslovili tudi finančno in davčno okolje, potem gospodarsko politiko kot tako, predpise, tudi vrednote in vedenje in tudi trg dela in zaposlovanje. Tako da vse te aspekti, ki vplivajo na razvoj pa blaginjo, recimo, talentov smo obravnavali pa zajeli v dokument, s tem, da naše konkretno delo v delovnih skupinah v zadnjem obdobju, bolj osredotočeno pa predvsem na dve področji. Eno je izobraževanje. Zakaj? Zato, ker talenti potrebujejo stalen razvoj, stalno učenje, vseživljenjsko, tako da izobraževanje kot tisto področje od malih nog pa do konca, in pa finančno in davčno okolje kot neko spodbudo in mogoče kot tisti glavni mehanizem, kjer se konkretni rezultati in dosežki tudi lahko jih talent neposredno najbolj občuti. Super. In potem v detajle bomo potem šli tudi še kasneje z Živo, Rokom in Aljošo. Povej mi, Nina, kaj pa recimo po tvojem mnenju bi se res morali spremeniti, da bi Slovenija res postala država, kjer bi talenti hoteli živeti in ustvarjati? Kaj nam manjka, da to še nismo? Kaj nam manjka, da to še nismo? Vprašanje je precej subjektivno, tako da bom tudi dala subjektivno mnenje. Se mi zdi, da ena od glavnih stvari, na katerih imamo ogromno potenciala, je predvsem naše zavedanje oziroma podpiranje pa ambicioznosti in uspešnosti. Se pravi, ambicioznost in uspešnost se vse prevečkrat predpiše sreči, predpiše se nekim poznanstvom in nečemur, kar v bistvu ni vezano na dejanski trud, na prodornost, na iznajdljivost posameznika, na recimo konkretno dobro idejo. In zadovoljstvo mogoče s tem povprečnim se mi zdi, da kar zavira napredek in recimo jaz vedno pravim, da bi mogli starši otrokom govoriti namesto ti zase poskrb, to bi mogli spremeniti v, ne vem, ključe v sodelovanju, ne boš mogel, nihče ne more sam spremeniti sveta, ne? Ali pa drug primer, ko slišimo pogosto, toliko let sem delal, kaj pa imam zdaj od tega, ne? Da bi to spremenili v, ne vem, sledi svojim sanjam, vse je mogoče. Tako da samo kot dva primera in se mi zdi, da talenti so res lačni takšnega okolja, takšne miselnosti, takšne spodbude in tukaj imamo res velik potencial. Ta odgovor gre na mindset, na kulturo. Ja, točno to, kot v bistvu si zdaj povedala in kot se vidi tudi ven iz dokumenta, pač res mladi oziroma talenti potrebujejo nekako spodbudno okolje, ambiciozno okolje, oziroma okolje, ki podpira to ambicioznost in željo po uspehu. Povej mi samo še to, kako pa po tvojem mnenju je Slovenija pripravljena sprejemati in podpirati ambiciozne in uspešne? Dostikrat se nam zdi, da mogoče take, ki mali stopajo iz povprečja, se kar potlač dol. Tako kot sem že rekla, se mi zdi, da smo mogoče malo da imamo rajši povprečje, tako na ravni posameznikov, kot tudi recimo na ravni same države. Tako da ambicioznost, postavljati si visoke cilje,
To je absolutno nujno, medtem ko, če gledamo mogoče mlajšo generacijo, se mi zdi, da tukaj se stvari spreminjajo, je potencial, mislim, se vidi ta zagon in verjetno je to tudi vpliv globalizacije, digitalizacije, da ta tudi meritokracija, da se vedno bolj uveljavlja, je eden od pozitivnih signalov. Super. In zdaj je dala komentar tudi Ajša Vodnik, naša šefica, ki je v bistvu rekla, hvala za komentar, da smo talenti lačni okolja, ki podpira ambicioznost in željo po uspehu in da si vzemite pravico in naredite to. In to mislim, da delamo tudi s tem dokumentom in s tem, kar smo v Snežni kepi ustvarili. In absolutno brez sodelovanja ne gre, tako da zelo podpiramo sodelovanje v vsem, kar počnemo. Zdaj pa se lotimo malo bolj konkretno. Gremo mogoče najprej na ta davčni del našega dokumenta. Aljoša in Rok, vidva sta bila del te skupine, ki se je ukvarjala predvsem z davki in v okviru tega ste podali kar nekaj konkretnih predlogov in pobud. Gre za nek nov davčni mehanizem za začasno prostovoljno umestitev v nižji davčni razred. Nam lahko mogoče podrobneje predstavite, zakaj gre in zakaj bi bili ti ukrepi koristni? Ja, kar jaz grem najbrž. Ja, v bistvu bi se navezal na to, kar je Nina rekla. Zdaj, če pogledamo ta dokument, ki je bil pripravljen nekako v tej skupini, prvo, kaj je bilo meni zelo všeč pri nastajanju tega dokumenta, da je nastal zelo svetovno-nazorsko neodvisen. Se pravi, v Sloveniji imamo že zadnjih 10-15 let vedno problem v teh debatah, ko se pogovarjamo o razvoju, ko so te debate o razvoju omejene z našim pogledom, svetovno-nazorskim pogledom na politiko, recimo. Če podpiraš leve, absolutno ne smeš podpirati določenih ukrepov. Kaj je bilo meni všeč v okviru priprave tega dokumenta, je, da se nismo s tem obremenjevali. V bistvu vprašali smo se, kaj rabimo, da bo Slovenija čez 10, 15 ali pa 20 let bolj privlačna, ali pa tudi čez 5, ali pa takoj, bolj privlačna za se pravi, državljane, da ostajajo doma in za tujce, da se vračajo v Slovenijo. In to je nekaj, kar je meni najbolj všeč. Zdaj, če me vprašate, a je spet zelo nasplošno, a je realno, a je ta program, ta trenutek oziroma ta ideja ali pa vse rešitve, a so realne? Ja, ampak če prej opravimo po moje zelo pomembno debato, ki jo je pa v bistvu Nina že začela, in je to spet neka cokla našega razvoja na teh področjih, o tem, da nismo vsi enaki, nismo vsi enako ambiciozni. Enemu je v redu, če dela od 8 do 4, nekdo uživa, če dela 16 ur na dan. In zakaj bi mogli vse ukrepe sprejemati v tej smeri, da pač je tisto pravilo 8 do 4. Nimamo razprav o tem, kaj pomeni biti ambiciozen pa uspešen z vidika tvojega psihološkega življenja ali pa s kakšnimi težavami se v zasebnem življenju srečujejo ljudje, ki pač so v takih sektorjih. In ko bomo dojeli, da si nismo vsi enaki, se bomo po moje tudi lažje pogovarjali o teh rešitvah. In tukaj se bi navezal na to, kar si ti rekla, se pravi ta sistem individualnih davčnih računov. Seveda predlog tukaj je, da bi se ti v nekem življenjskem obdobju zaradi tega, ker imaš take ali drugačne ambicije, cilje, načrte, lahko odločil, da bi državi sporočil, zdaj pa v naslednjih 5 letih, prosim, če se lahko jaz prostovoljno prestavim v nek nižji davčni razred, ker bi potreboval v bistvu nek večji neto prihodek na mesečni ravni ali pa na letni ravni in država obljubim ti, da ti bom to vračal, ko dosežem ali določeno karierno stopno, določen prihodek oziroma ko bom dosegel določena leta. Zdaj, tukaj smo šli v debato, kaj je tisto obdobje, ko naj ti to dovolimo, kakšen prihodek moraš imeti, ko naj ti to dovolimo. V te detajle se v bistvu nismo spuščali, ker to je vezano tudi na A, nimamo podatkov, da bi se lahko v to spuščali, B, malo je vsem vezano na neko socialno politiko pa vzdržnost
financiranja države. Ne. Se pravi, na nek kratek rok absolutno tukaj neki spad bi bil, ampak recimo to je tak ukrep, ki pa če ga gledamo dolgoročno, ne bi imel nikakršnega finančnega učinka. Ne. Nekateri bi se tisto leto iz tega sistema, se pravi nižjo davčno stopnjo, dal, medtem ko bi tisti, ki so 5 let nazaj za to zaprosili, začeli po višji davčni stopni, se pravi dohodninski, no, recimo, vplačevati. Ne. In ko bomo dojeli, da pač nekateri to rabijo in nekateri mogoče ne, takrat se bomo lahko o teh rešitvah res pogovarjali. No, in se pravi, tudi v JLC-ju si bomo trudili v naslednjem letu, leto pa pol, 2, take teme spodbujati, da prikažemo, da pač ne govorimo o enem prototipu človeka, ki mu moramo oblikovati vse ukrepe, ampak govorimo o različnih posameznikih, ki imajo različne potrebe in davčni sistem in tudi vse ostalo, kar ta dokument nekako obravnava, mora biti do te mere fleksibilen, da ljudem omogoča, da živijo svoje sanje, tako kot mislim, da je nekdo rekel. Pa ste se pri recimo oblikovanju teh predlogov mogoče zgledovali po kakšnih dobrih praksah tudi iz tujine, oziroma a že v kakšni državi obstaja podoben mehanizem, kot si ga ti zdaj omenil, ki pač deluje? Ja, zdaj ne vem točno kje, vem, da je bila to debata. Absolutno redko kjer ukrep, ki je tukaj noter predstavljen, je zdaj zrastel izključno na našem zelniku. Pač v skupini, ki se je s tem ukvarjala, so bili ljudje, ki so nekaj časa preživeli v tujini, tako ali drugače, so študirali gor, in vsak je nekako prispeval kamenček v ta mozaik sestavljanja teh idej. Mislim, da sploh ta drugi ukrep, se pravi glede davčne obravnave nagrajevanja mladih z participacijo v družbi, o čemer bo Rok, mislim, da malo več govoril, je še posebej tak, kjer je tujina bistveno pred nami. Mogoče se bomo glede tega pol malo nazaj vrnili, ko bomo govorili o birokratizaciji, zakaj v Sloveniji ni tako, pa bi takrat mogoče malo več, ampak tako. Ok, super. Evo, Rok, zdaj pa Aljoša že kar vrgel tebi žogico, nam mogoče lahko še ti predstaviš tale drugi ukrep. Ja, mogoče samo za uvod še tudi moj komentar. Jaz tudi mislim, da pač ta dokument, ki smo ga pripravili, je zelo lepa iztočnica za neko širšo diskusijo družbeno. In mislim pa, da ni seveda in tudi ni bil namen, da bi bil izključen nabor vseh možnih ukrepov, ki jih lahko naredimo. Se pa seveda tako se mora vsak posameznik vedno spraševati, kako bi lahko kaj izboljšal, postal boljši. Moramo to verjetno tudi kot družba to spraševati in mislim, da je ta dokument oziroma te ideje so lahko taka iztočnica za tako širšo družbeno diskusijo. Kar se tiče nekih tujih ukrepov, ki smo jih tudi pregledali oziroma so jih kolegi pregledali, se pravi, v bistvu smo ugotovili, da druge države dosti vlagajo v te ukrepe za privabljanje tujih strokovnjakov oziroma tujih talentov, tudi mladih. In sicer naprimer v tujini, na Nizozemskem ali pa na Švedskem, tudi v Franciji so recimo neobdavčeni ali pa nižje obdavčeni določeni bonusi ali pa prihodki, ki jih podjetja plačajo tujim strokovnjakom za to, da se preselijo v neko državo, da začnejo delati za neko družbo v tuji državi. Se pravi, naprimer, da bi slovenska podjetja privabljala tuje strokovnjake in bi jim namenila neko plačilo, ki bi bilo primerljivo temu, kar lahko dobijo v tujini in bi določen del tega plačila pač bil manj obdavčen in s tem spodbujali talente in pač takšno okolje. Ena od stvari, o kateri smo se tudi pogovarjali v tej naši snežni kepi, je tudi ta socialno razvojna kapica. Vemo, da pač ne tekmujemo samo lokalno, ampak zdaj podjetja tekmujejo globalno in sicer to je posebej, smo to videli na področju IT-ja, se pravi teh informacijskih storitev, kjer so družbe, ki so slovenske oziroma imajo sedež v Sloveniji, pa želijo zaposlovati IT strokovnjake v bistvu nekem deprivilegiranem položaju nasproti tujcem, zato ker lahko v tujini ponudijo večji neto znesek nekim razvojnikom, IT strokovnjakom in tako naprej.
iz tega vidika bi lahko bila ta socialno-razvojna kapica dobra ideja, se pravi, da se nekako razbremeni plače v smislu tega, da top strokovnjaki, ki jih rabimo za razvoj, dobijo večjo neto znesek. Pred kratkim sem bral nek članek v medijih o družbi Akrapovič, kjer so zelo poudarili, da je razvoj tisti ključni faktor, zaradi katerega so bili tako uspešni v zadnjih 30 letih. In za razvoj seveda rabiš dobre strokovnjake, rabiš razvojnike treba pa tudi dobro plačati. Ja, v bistvu o socialno-razvojni kapici se v zadnjem času zelo veliko govori, tudi Emčem je zelo aktiven pri tem v okviru gospodarskega kroga, kjer se zavzemamo za to, da bi pač postavili to neko dohodkovno mejo. Povej mi, Rok, a je po tvojem mnenju res to, da pač po nekem določenem znesku, da se pač ne plačuje več teh prispevkov? A je to nek deal breaker, da rečemo, za podjetja in za talente, ki delujejo v Sloveniji, in pa za to visoko kvalificirano delovno silo, ki si jo želimo privabiti? Ja, se pravi, težava je točno v tem, da tekmujemo z drugimi državami in z višino neto prihodka. Deal breaker v tem smislu, kot si se izrazila, je lahko, se pravi, če nekdo v Sloveniji dobi bistveno nižjo plačilo kot pa v tujini. Jaz mislim, da sicer v Sloveniji imamo tudi veliko drugih faktorjev, ki zelo pripomorejo k temu, da je Slovenija aktualna in privlačna destinacija, kot je naše okolje in naravno in družbeno in tako naprej, in naša varnost, česar mogoče v nekaterih državah nimajo. Seveda pa so te nagrade tudi pomembne. Se pravi, s to socialno kapico seveda je treba imeti v glavi razmislek takojšnjih učinkov, ki jih bo imelo tudi na državni proračun, vendar pa verjetno se moramo o tem pogovarjati tudi z mislijo na prihodnost oziroma na dolgoročne učinke. Tukaj se pa pač govori o tem, da privabljamo in strokovnjake, in razvojne družbe, in dodano vrednost, s čimer na dolgi rok seveda želimo povečevati prihodke v državnem proračunu oziroma socialnih blagajnah. Eden izmed vaših predlogov, ki ste jih nanizali, je bil tudi v bistvu predlog neke razvojne kapice za mlade in v bistvu davčna razbremenitev za podjetja, ki spodbujajo razvoj mladih in vlagajo v njihovo izobraževanje. Nam lahko mogoče eden od vaju še to majčkeno bolj predstavi? Ja, tukaj je bila ideja v bistvu v smislu spodbujanja izobraževanja mladih strokovnjakov v podjetjih na način, da bi se tem družbam, ki takšno izpopolnjevanje in izobraževanje mladih strokovnjakov oziroma talentov spodbujajo in plačujejo, da bi se tem podjetjem odobrile določene davčne olajšave. Se pravi, na primer, če neko podjetje investira v izobraževanje svojega zaposlenega, bodisi v Sloveniji, bodisi v tujini, da se mu v določenem znesku ali pa v celotnem znesku, ki ga podjetje plača, zniža davčna osnova in na ta način podjetje plača tudi manj davka. Na ta način je podjetje seveda motivirano, da investira v svoje zaposlene, s tem pa, ko se zaposleni pač izobražujejo, izboljšujejo in usposabljajo, je pa to dobro seveda tako za samo podjetje, kot pa tudi za širšo družbo. Super, hvala, Rok. Res en kar precejšen nabor ukrepov, ki ste jih predlagali. Kaj bomo s tem naredili, bo potem na koncu nam povedala tudi Nina. Zdaj pa gremo mogoče še malo k Živi. Živa, ti si bila del skupine, ki se je ukvarjala predvsem z izobraževanjem. Povej nam najprej čist na kratko, kaj so bili neki taki vaši glavni poudarki in predlogi, potem bomo pa šli malo bolj v detajle. Hvala, Brina. Kot so že moji sošolci Snežne ekipe povedali, si želimo okolja, kjer bi talenti predvsem ostajali, ne odhajali v tujino, da bi tudi privabljali talente iz drugih držav in da bi tukaj ustvarjali in delali našo deželo še lepšo in boljšo in bolj napredno. Neke naše glavne točke so bile, se pravi, da se želimo v izobraževalnem sistemu več poudarka na razvoj kompetenc že pri otrocih, ker je to nekaj, kar je bo pripravljalo na trg dela in na spremembe, ki se to dogajajo na trgu dela. Eno je tudi večje povezovanje delodajalcev, se pravi tako javne uprave kot gospodarstva z šolstvom. Tukaj je kar velik gap. In predvsem, da se tudi dogajajo hitrejše spremembe v šolskem kurikulumu.
ker se to prepočasno dogaja, zakonodaja oziroma birokratski sistem je tak, da je recimo lahko ena sprememba kurikuluma oziroma nekega predmeta šele v 2 letih, ker je veliko prepočasno glede na spremembe, ki se dogajajo v našem okolju. Tako da to so taki glavni poudarki pa naši predlogi. Kako pa bi recimo po tvojem mnenju pač te kompetence in veščine, ki jih bojo potrebovali otroci oziroma mladi na svoji poslovni poti in v prihodnosti, kako bi to po tvojem mnenju prevedli v šolski sistem in študijske programe, da bi bili dejansko v koraku s časom? Prej že recimo Aljoša lepo povedal, da je pomembno sodelovanje, ne? In se mi zdi, da tudi v šolskem sistemu tega manjka, da je preveč poudarka na posamezniku, da je preveč poudarka na teh samo ocenah, se pravi, da to tudi nekako otroka determinira, premalo pa poudarka na sodelovanju, na nekem kritičnem mišljenju, na empatiji, tudi mogoče nek emotional intelligence, razumevanje predvsem sebe pa okolja. In če bi bilo pač tega več, že recimo v vrtcu, v osnovnih šolah, predvsem pa v srednjih šolah pa na fakultetah, bi bili pač posamezniki bolj kompetentni, bolj pripravljeni na spremembe, ki se dogajajo res hitro danes, in bi bil tudi mogoče ta preskok iz šolstva na trg dela bolj prijeten, hitrejši, kar je v bistvu win-win za posameznika in delodajalca tukaj. Tle v bistvu na tem področju se vsaj meni zdi, v zadnjem času kar nekaj dogaja tudi pri nas v okviru partnerstva za spremembe, je eden izmed izzivov, ki ga rešujemo kako dejansko povezati gospodarstvo in univerze. Tle si tudi ti Živa bila vključena na tem hekatonu, pa tudi v bistvu opravili ste zelo veliko v okviru Snežne ekipe pogovorov z različnimi fakultetami in univerzami. Ko posamezni primeri tega sodelovanja se dogajajo, ampak kako bi lahko to spravili na neko višjo raven oziroma da postane to kot neka praksa vsakdanja oziroma obvezna? Ja, kot si rekla, v bistvu je od vsake fakultete odvisno, koliko so zainteresirani, koliko jim je mar od tega, da se pač povezujejo z bodočimi delodajalci njihovih študentov. Recimo en super primer je fakulteta za upravo, kjer se res povezujejo z delodajalci, se pravi študente pošiljajo na študentske prakse, delajo na primerih, projektih, izzivih, delodajalci dajejo feedbacke. V bistvu so ugotovili tudi in profesor in se pogovarjali pa s prodekanom, da so njihovi študentje talent pool, ne? Da imajo izjemne študente, ki so ambiciozni, talentirani in s tem ustvarjajo v bistvu nek pool talentov, ki jih lahko priporočajo delodajalcem, bodi si pač v javni upravi ali pa gospodarstvo. Delajo veliko na razvoju kompetenc, se pravi, gledajo na to, katere kompetence so pomembne, bodo potrebne v prihodnosti, in delajo potem kompetenčne delavnice, katerih se študenti morajo udeležiti, da dobijo dovolj kreditnih točk za naprej. Sodelujejo tudi v nekih projektih, kjer študenti sodelujejo z drugimi fakultetami in delodajalci, kar pomeni tudi pač, da je tudi networking tukaj, kar je pomembno v Sloveniji, da se učijo na drugega glede znanja in kompetenc. Imajo tudi job shadowing, kar je zelo zanimivo, ker ga v večini podjetij sploh ni, na fakulteti pa za upravo pa ga imajo, kar je v bistvu zelo en tak velik plus. Se pravi, da gre študent v neko podjetje, kjer opazuje, kako dejansko po praksi poteka nekaj, kar se nauči v teoriji. En drug primer je pa fakulteta za elektrotehniko, ki imajo pa ta izziv, da je v bistvu ponudba večja od povpraševanja. Se pravi, podjetja poberajo študente že med študijem, ne, s štipendijami. En izziv imajo pa tudi oni imajo zelo high-tech razvit laboratorij za fotometrijo, nekaj takega. In če hoče slediti spremembam, ki se dogajajo na trgu, se pravi tehnološkim spremembam, rabijo pač ogromen budžet strani države, oziroma pač fakulteta jim podeli samo 10% tega, kar oni potrebujejo dejansko, da so toliko opremljeni, in oni so sami začeli iskati sponzorje pa donatorje, da imajo lahko toliko high opremljen laboratorij, da študente pripravijo dejansko na to, kar se dogaja na trgu dela. Če bi uporabljali samo ta budžet, ki so ga dobili strani fakultete, je rekel, da bi bili tako nekje 1982.
ostali na tej ravni. Se pravi, oni so sami šli naprej iskati rešitve, kako lahko so čim bliže temu, kar se dogaja dejansko na trgu dela. Tako da to se mi zdi res super primera. Kar pa jaz lahko povem, recimo iz svoje prakse, da se tudi želimo povezati veliko s fakultetami v smislu mentoriranja pri kakšnih diplomskih nalogah, pri magistrskih nalogah, z raznimi hekatoni, se pravi, da probamo študente čim bolj prikazati, kaj se dejansko dogaja v praksi. Pogrešam tudi mogoče v šolstvu več dela na case studyjih, kar je pač recimo MBA en tak primer, ki je veliko tega, da se že dejansko začne študenta pripraviti na ta širše razmišljanje, kaj se dogaja, kako se vpeti v biznis in tako naprej. Se pravi, tako kot si rekla, v bistvu zelo veliko dobrih praks že obstaja, treba bi bilo to samo nekako povezati in v bistvu bolj celostno to zapeljati, da to postane kot neko pravilo. No? Ali bi pa lahko dali v bistvu kar KPI-je profesorem ali pa dekanom, da to pač vključijo kot njihove cilje, kako se povezati z gospodarstvom, evo recimo. Rok, o v bistvu tem prenosu znanja iz akademskih institucij v gospodarstvo si tudi ti razmišljal v enem od tvojih predlogov. Nam lahko kaj več o tem poveš? V bistvu v povezavi s startupi. Ja. Se pravi, ideja je, da bi tudi raziskovalne inštitucije, naprimer javni raziskovalni zavodi, kot naprimer Jožef Štefan, Nacionalni inštitut za biologijo in tako naprej, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju, da bi to svoje znanje, know-how prenesli tudi v gospodarstvo. To se sicer že dogaja, imamo primere dobrih praks, kjer se ustanavljajo neki spin-offi, se pravi z denarjem iz gospodarstva, ki to spodbudi, in z znanjem iz akademije se ustanovi neko podjetje, ki potem tekmuje na trgu in od tega imajo seveda prihodke in koristi seveda tudi univerze oziroma izobraževalne ustanove. Tukaj imamo eno omejitev pač v veljavni zakonodaji, kjer je tem javnim raziskovalnim inštitucijam prepovedano, da bi bile lastnice poslovnih deležev oziroma delnic v takšnih startupih oziroma spin-offih, se pravi novih nekih zagonskih podjetjih. Zato se to sedaj rešuje na podlagi nekih pogodb. Bi pa vsekakor bilo koristno, če bi lahko tudi ti investirali in bili lastniki in tako potem tudi čez leta participirali na teh dobičkih dividendah, se pravi javne ustanove. Hkrati pa bi se lahko v teh zagonskih podjetjih dalo deleže tudi tem mladim raziskovalcem, kjer bi bili s tem tudi sami še dodatno motivirani, da ta družba se razvija, je uspešna, ker bi imeli iz tega tudi neko dodatno finančno korist. Na ta način mislimo, ali pa se jaz osebno mislim, da bi se seveda razvijalo znanost v Sloveniji in pa imelo bi to širše pozitivne vplive tudi na proračun oziroma javne blagajne. Super, in to je, Rok, spet bom omenila Partnerstvo za spremembe, eden od drugih, en drug izziv, ki ga rešujemo v okviru partnerstva, je pa tudi povezan s tem proof of concept. V bistvu tle delamo skupaj s Kemijskim inštitutom in inštitutom Jožef Štefan, tako da mogoče te bomo še tja poklicali, da prideš malo se z nami pogovarjati. Zdaj pa Živa, spet imam eno vprašanje zate. V bistvu kot kadrovica se ves čas tudi izobražuješ na področju novih oblik dela, kako bomo delali v prihodnosti. Povej nam, kako bi se lahko trg dela majčkeno bolj prilagodil, da bi nam omogočal pač te različne oblike dela, ki sledijo razvoju, ki sledijo novim oblikam poklicev, ki v bistvu sledijo sedanjosti in pač razmeram, ki jih imamo trenutno, tudi glede recimo dela na daljavo oziroma vsega tega, kar nam je prinesla pandemija. Ja, točno Dobrina, v bistvu. Odmevam. V redu je. Tukaj si rekla, pandemija nam je prinesla še en tak pospešek glede fleksibilnosti na trgu dela in recimo ravno to delo od doma je en tak kompliciran birokratski proces, kjer za delo doma potrebuješ pravilnik, novo pogodbo in pa vprašalnik, kjer zaposleni opredeli, da ima ustrezne pogoje za delo od doma. In pač to je kar en tak proces, ki vzame veliko časa
Ne znam se predstavljati, kako bo, oziroma nekateri že delajo remote, ker pač to ni doma, ampak so na različnih naslovih. Kako bodo to v bistvu zakonodajno lahko opredelili čim hitreje in čim bolj komplicirano. Potem pojavljajo se, da bodo oblike dela, ki bodo, ko bo več part-time jobov, zapolnili poln delovnik. Kako bodo pač tukaj tudi en velik izziv, kako to narediti. Pandemija je prinesla en plus glede digitalizacije, se pravi tudi starejši, pač recimo stari 50 let ali pa tudi stari 35 let, niso vsi enako digitalno pismeni, ne. Se pravi že, ne vem, uporaba Teamsa, Zoomov in tako naprej je bil kar zalogaj za kakšnega posameznika. Tako da delati na digitalnih kompetencah je tudi potrebno. Tukaj se mogoče že pri temu lahko vzpostavim idealen proces, jaz jim rečem mentorstva, se pravi, da pač mlajši, ki smo mogoče malo digitalno usposobljeni, pomagamo tukaj starejšim. Mentorstvo je sicer eno meni super orodje, ki gre za prenos znanja v obe smeri in prenos kompetenc, izkušenj, opolnomočenje zaposlenih, dviga se engagement in tako naprej, se pravi, to je res eno tako fajn orodje za krepitev kompetenc in razumevanja. Je pa spet mogoče na drugi strani en gap v zakonodaji, da se prepočasno stvari odvijajo. Recimo, če pogledamo en primer Pipistrela, so čakali toliko časa na urejanje vseh papirjev, da je pač šel v Italijo in dejansko pač tam nabira svoje talente, ne. Tudi tukaj imamo en izziv. Tako da jaz si želim, da se stvari začnejo hitreje premikati, ko se pač svet vedno hitreje vrti. Tukaj imamo izziv in tako da me veseli, da smo se zbrali in se pogovarjamo v tej smeri. Si pa želim še kakšnega sogovornika strani Ministrstva za izobraževanje. Tudi to pride vse, a ne, Nina? Povej mi, Živa, samo še eno vprašanje, tako mogoče tako, ki ga jaz ful rada zastavljam vsem tem, kar se z njimi pogovarjam. Kako bomo delali v prihodnosti, po tvojem mnenju? Da bo vedno več bo dela remote, se pravi, ne delal doma, ampak pač kjer boš in boš imel pač dostop do interneta. Več bo teh part-time jobov, se pravi, da ne boš zaposlen samo pri delodajalcu, ampak da boš preveč delodajalcev svoje znanje pač prenašal. In to recimo vaš projekt, spomnim me ime Brina. Talent Cloud? Ja, je pač delal na tem, se pravi, da se pač deli znanje pač med podjetji in je pač to nek steerable pride kompetenca, recimo, ne. Tako da take stvari in zato pač se mi zdi, da smo mi posamezniki smo fleksibilni, da treba to še fleksibilnost nekako prenesti v zakonodajo, tako da to. Super, hvala. Zdaj pa, Aljoša, še eno vprašanje zate. V bistvu mladi in talenti Slovenijo zelo dostikrat zapuščajo zaradi različnih kariernih priložnosti. Te priložnosti dejansko lahko ustvarimo tudi v Sloveniji, tako da, ne vem, privabimo domače in tuje investitorje, da ustvarijo v Sloveniji zanimiva delovna mesta. Velikokrat je pa tle problem predvsem birokracija. To je tudi ena od tematik, ki jih Snežna Kepa obdeluje v tem dokumentu, pa o tem zelo veliko pogovarjate tudi v Komisiji za spodbujanje investicij, ki jih sopredseduješ. Povej mi, kako bi mogli pristopiti k tej debirokratizaciji, da bi bila Slovenija bolj učinkovita in bolj privlačna? Zdaj, prvo, kar bi rad povedal, je, da debirokratizacija ne pomeni nižanje standardov, nižanje pridobljenih pravic ali delavcev ali socialnih pravic ali česarkoli. Mi vedno, ko govorimo o debirokratizaciji, takoj v javnosti pridemo do debate, da to pomeni nižanje nekih standardov. Ni res. Mi o debirokratizaciji, v kateri se pogovarjamo, ali pa smo se pogovarjali v okviru Snežne Kepe, ali pa nasploh o čemu, jaz nikoli nisem z nobenim imel debate, da je treba nek standard znižati, zaradi tega, da bo nekomu nekaj lažje omogočeno ali izvesti naložbo ali karkoli. Z vidika mladih je debirokratizacija v bistvu v tem širšem pomenu je relevantno to, kar je že Živa rekla. Če sem jaz nek mlad, ambiciozen, ki pač želi imeti nek življenjski stil, ki ni klasičen od 8 do 4 štempljanjem na lokaciji, moramo delodajalcem omogočiti, da bodo lahko v tem smislu konkurenčni
nekomu na Dunaju ali pa v Rimu ali pa ne vem, celo čez lužo v New Yorku, ne, kjer lahko ti delaš od doma brez problema. Ne. Tako kot Živa rekla, pri nas delodajalec, da lahko nekomu omogoči, da dela od doma, mora kup nekih postopkov speljati, pa kup nekih odgovornosti ima, čeprav se najbrž vsi v osnovi strinjamo, da kakšno delovno okolje imaš ti doma, je tvoja stvar. In zdaj ti bi mogel biti primarno odgovoren, da poskrbiš, da je to delovno okolje tako, da ko si 10 ur ali pa 8 ur na tistem delovnem mestu od doma, da je zdravo za hrbtenico, da je zdravo za noge in tako dalje. Ne. Tako da iz tega pridemo v to odgovornost. Ne. Zdaj, ukrepov za debirokratizacijo je malo morje. Tukaj v tem dokumentu noter je 20 alinej naštetih, kaj vse bi mogli narediti. Ampak primarno in šele takrat se bomo res lahko začeli pogovarjati o konkretnih zadevah, je pa spet pogovor o tem, kaj ti za to potrebuješ. In primarno je odgovornost posameznika in organizacij. Pa naj bo to posameznik v smislu gospodarstvenika, organizacije v smislu podjetja ali pa posameznika, ki je na strani države, se pravi uradnikov in tako dalje. Mi bi glavni problem v Sloveniji, zakaj imamo, ne vem, tistih 15,000 predpisov, se ne vem niti kakšna številka je točno, predvsem zato, ker hočemo čisto vse napisati na papir. Če bi mi bili sposobni zaupati ljudem in reči, ta je pa strokovnjak za to in verjamem, da če mu zakonodajalec predpiše smernice, torej neke cilje, ki jih zasleduje dolgoročno, pa naj bo to glede varstva voda ali pa glede varstva zaposlenih na delovnem mestu, in če bi mi znali posameznikom zaupati, da bodo znali presojati, in če bi te posamezniki bili ustrezno plačani, da bi dejansko si upali presojati, ustrezno zaščiteni, da bi vedeli, če bojo neko odločitev sprejeli, ne bodo puščeni na suhem v razmerju do nekoga, bi, mislim, da zelo hitro odpravili ta problem birokratizacije. Tako da, in tukaj se bi navezal tudi na to, in ta drugi pol birokracije, ki je pomembna za mlade, da bo, ali pa talente, da bojo ostali v Sloveniji in prihajali v Slovenijo nazaj, je pa to, da mi se bomo mogli začeti zavedati, da smo mi drugačni kot mogoče, ali pa živeli smo v drugačnem okolju, odraščali smo v drugačnem okolju in zaradi tega tudi drugače pristopamo do poslovnega sveta ali pa do naših karier. Jaz sem preživel kar nekaj časa v Združenih državah Amerike in mene je tam najbolj fasciniralo tudi, da oni se ne ukvarjajo s tem, kakšen problem jih čaka čez pol leta ali pa čez 1 leto, oni imajo neko dobro poslovno idejo in se podajo na to pot in potem te težave rešujejo sproti. Mi, ali pa pri Slovencih, če tako rečem, imam pa večkrat ta občutek, da mi pa prvo pol leta razmišljamo o tem, kaj vse gre lahko narobe, pa 3/4 dobrih idej sicer se sploh ne realizira zaradi tega, ker pač imamo toliko nekih pravil. In zdaj, kaj hočem povedati, težko bomo ljudi spremenili, da bojo spremenili svojo mentaliteto glede tega, pa smo do neke mere bolj ziheraški in zaradi tega moramo toliko bolj delati na tem, da bojo pravila, ki jim morajo slediti, jasna, da jim bomo omogočali neke centre ali pomoč strani države v tem smislu, da se jih vodi čez ta proces. In tukaj je ta debirokracija, o kateri pač govorimo. Se pravi, to, kar je že prej Rok rekel, eno z davčnega vidika, da naredimo take oblike bolj zanimive, se pravi participacija mladih pri zagonskih podjetjih v obliki deležev. Zakaj tega v Sloveniji nimamo, to je to, kar sem prej rekel. Po vsej verjetnosti zaradi tega, ker pač je veliko lažje to prepovedati, kot da mora FURS nadzirati in ugotavljati, kje gre res za neko obliko nagrajevanja v tem smislu, da je nekdo sodeloval s svojim znanjem, pa kje gre samo za izogibanje plačilu davkom. In zdaj, se pravi, naša logika je vedno bila, da jim raje prepovedati, ker se nam ne da uspešno s tem ukvarjati. Mislim, da bomo mogli tukaj narediti ta shift, da bomo zaupali finančni upravi, da bo znala ločiti seme od plev, in hkrati
tudi izobraziti ljudi, da to, da moraš plačevati davke, ni nič narobe in vsak od nas, da bo dovolj odgovoren, da če ne bo padel v neko kategorijo, ne bo izkoriščal tistega sistema samo zato, da bi dosegel nek cilj, ki je pa nedopusten. No, tako da, se pravim, govoriti o debirokratizaciji, ja, lahko bi zdaj naštevali po alinejah, kaj vse je treba narediti, pa ta predpis umaknem, pa predpis umaknem, ampak v osnovi mislim, da bomo mogli spremeniti to naše razumevanje ali pa našo vlogo, no, vsakega posameznika. Lahko jaz en komentar tukaj. Vi ste dobro izpostavili še to odgovornost in mogoče jih tukaj ljub nazaj potem, da pač ta kompetenca tudi manjka v šolstvu samem, ne? V smislu ukrepitev te kompetence, pa sploh kaj to je odgovornost, pa prevzemate. In v bistvu s tem dokumentom tudi vi vsi skupaj prevzemate to odgovornost in ste pripravljeni nekaj narediti zato, da bo pač življenje v Sloveniji boljše. Zdaj pa še čisto zadnje vprašanje oziroma tak nek wrap-up dajem besedo Nini. Nina, povej, kaj bomo zdaj naprej naredili s tem dokumentom, kakšni so naslednji koraki in mogoče ena taka tvoja misel za zaključek. Ja, hvala Brina. Zdaj istočnic je toliko, da je težko vedeti, kje začeti. Se bom naslonila na Aljošin prispevek in te odgovornosti. To soustvarjanje teh naše prihodnosti naprej se ne zaključi s tem, z oblikovanjem tega dokumenta. To je samo nek izdelek, tako kot sem na začetku rekla in tako ga tudi razumemo. Tako bi tudi radi, da ga razumejo ljudje, ki ga bojo tudi dobili v roke, to so predstavniki vlade, tudi predstavniki strank. In v bistvu mi bi radi, da se te dejansko v okolju nekaj spremeni. Tisto, kar se da spremeniti na ravni predpisov, bomo sporočali pač po nekih kanalih prek političnih predstavnikov. Tisto, kar pa želimo in menimo, da je potrebno, da se spremeni tudi v podjetjih, bomo pa prav tako sporočali in tudi dnevno soustvarjali vsak od nas. Tako da se ne vidimo samo kot sporočevalce, ampak tudi kot soustvarjalce te prihodnosti in pa, kaj naj še rečem, mi bi radi videli učinke, ne samo kljukic, in pa, ne vem, da se naše delo skupno šele začenja. Ja, res je. In jaz mislim, da s takimi soustvarjalci prihodnosti, kot ste vi, bo to šlo super. Hvala vam vsem za delo v Snežni kepi, za vse te predloge, za sodelovanje v današnjem pogovoru. In hvala tudi vsem, ki ste bili z nami. Kot sem rekla na začetku, Coffee to Connect se zdaj za nekaj časa poslavlja, ampak mi smo še vedno aktivni in z vami na drugih dogodkih, platformah in ostajamo aktivni. No? Tako da lep dan vsem, Aljoša, Rok, Živa in Nina, hvala in imejte lep dan. Hvala, lep dan. Hvala. Adijo.